Glede na to, kar sem videl včeraj, ko se pravzaprav po noči ni že kaj dosti videli, in to, kar sem videl danes tudi z zraka, moram reči, da je zadeva res katastrofalna. Bili smo tudi nižje dol do Ptuja, tam pravzaprav zadeve oziroma Ormoža zadeve pravzaprav še sploh niso utečene, tako da bo pravo stanje verjetno vidno šele jutri. Je pa dejstvo tako, da bo pač treba vse razpoložljive sile dati na teren. Mi smo danes že poslali sem vojsko, to se vidi tudi tukaj za nami. Vojska je tudi na področju Koroške, na področju Celja in bomo z temi premiki, tako kot se bo pač voda umikala, tudi za naše posadke oziroma vojaške posadke premikali. Dejstvo pa je, da so največji del v tem trenutku še vedno na ramenih gasilcev in pa ostalih reševalcev, glede na to, da voda po Soči ni utekla in ko bo voda povsem utekla, bodo lahko vojaki s polno vnemo oziroma z tisto največjo učinkovitostjo tu pomagali. Zunaj je zdaj v tem trenutku cirka 500 do 600 vojakov, na tem delu, kjer se zdaj nahajamo, cirka 140, potem jih je cirka 150 na Koroškem, nekaj manj na Ptuju, kjer še ni bo neko take potrebe, oziroma ni moč delati s polnimi razpoložljivimi silami, ostali pa so razporejeni po ostalih delih. Mi smo tudi poveljnik civilne zaščite in vsi ostali so seveda na neprestani zvezi z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Mi po zadnjih informacijah, ki jih jaz razpolagam, s katerimi jaz razpolagam, vendarle nivo vseh rek v Sloveniji pada. Za jutri in v četrtek in v petek je tudi relativno dobra vremenska napoved, tako da jaz pričakujem, da neke večje havarije ne bi smelo biti več. Predsednik je že naročil, da do jutri pripravimo tisto osnovno prvo poročilo po tej naravni nesreči, da poskušamo pridobiti prve ocene škode, tako z lokalnega nivoja kot s strani civilne zaščite, tako da sem prepričan, da bomo o prvih ukrepih odločili že v četrtek na vladi. Gasilci, glede na to, da so to res izjemne razmere, jih moram seveda v vsakem primeru najprej pohvaliti. V vsakih takih razmerah seveda je vedno moč reči, da nekaj manjka, tako da boste verjetno s terena tudi slišali kakšno stvar, ki manjka, nedvomno manjka, tako velike naravne katastrofe seveda ne moramo biti dimenzionirani. Mislim pa, da v veliki ali pa v največji meri obvladujejo situacijo, ravno tako je z vojsko. To, kar se vidi zdaj iz zraka, oziroma v prvem tem pogledu iz zraka, je vendarle treba reči, da je stvar precej hujša, kot smo mislili še včeraj popoldne. Gre za to, da imam po informacijah, ki sem jih dobil, ravno kar sem govoril z ministrom Černačem in z ministrom Bogovičem, precej veliko oceno škode, ki je nastala na prometni infrastrukturi in pa na drugi vodni infrastrukturi, tako da bo tam po moja škoda še precej večja kot sama škoda na objektih, bo pa seveda tudi na teh objektih, ki smo jih danes pogledali iz zraka, po moja škoda kar velika, ne glede na to, da je dejstvo, da so nekateri objekti predvsem novi, po moji oceni narejeni tam, kjer ne bi smeli biti narejeni. Vse naše enote so v bistvu v pripravljenosti, inženirska enota že deluje na področju Koroške, tam imamo že inženirce, RKBO pa še ni vključen, bo pa vključen v naslednjih dneh, takoj ko bo v strani civilne zaščite dana ta potreba. Torej, vse naše enote, od pešadije, inženirije, RKBO-ja, bodo v naslednjih dneh sodelovali. Jaz sem bil včeraj cel dan na terenu in tukaj v Dupleku sem videl včeraj, kar se tiče vode, seveda zelo večjo količino, neprimerna kot danes helikopterja. Je pa seveda z helikopterja pogled zanimiv, vidiš kompletno površino, vse, kaj je pod vodo bilo in kaj je sedaj trenutno pod vodo. No, stanje je danes seveda, kar se tiče reševalne akcije ali pa bom rekel teh aktivnosti, bistveno boljše kot je včeraj. Danes, kot sami vidite, že dogajajo te sanacijske ali pa bom rekel te čistilne dejavnosti. Jutri bomo nadaljevali s tem, seveda bo jutri težišče bolj pomaknjeno dol Ptuj, Ormož, Markovci. Po drugim deli Slovenije tudi potekajo stvari, ponekod so celo zaključene, recimo Ptuj mi je javil, da so zaključili, sam Ptuj, potem Bovško tudi, imamo še Koroško odprto, tako da bomo jutri nadaljevali in jaz računam jutri, najkasneje po jutrišnjem zaključimo s kompletnim našimi aktivnostmi. Seveda pa je pa sanacija škode, ki pa ni v pristojnosti našega ministrstva ali pa bomo rekel zaščite in reševanja, ampak ministrstva za kmetijstvo, okolje, pa še kakšnega drugega, prometnega in tako. Včeraj smo imeli aktiviranih čez 300 enot, ocena je bila, ker točnih podatkov seveda nismo mogli zbrati tako na hitro, ker so intervencije še trajale. Včeraj je bilo 2700–2800 ljudi, od tega v glavnem seveda gasilci, kot si samo omenil. Seveda so bili tudi drugi, ne smemo pozabiti na komunalce, na vse druge službe, ki so po občinah, pa tudi policija, tudi nekaj malo slovenske vojske smo včeraj imeli na Vipavskem, razvažali smo neke vreče, drugače smo imeli pa v pripravljenosti 200 vojakov, no danes smo jih pa uporabili 480, verjetno ta podatek že imate,
Jutri pa bomo tudi jih porabili, kolikor bo pač potrebno. Tako da tukaj imamo že najavo zdaj zadnjih 150 vojakov, kolikor sem čul, zdaj bodo naši v Ljubljani zbrali in bomo jutri pač poslali toliko vojakov pomagati na teren. Če bi upoštevali ta opozorila, ki so jih tukaj, sem bil prisoten, dobivali dvakrat, tudi trikrat na dan, tako osebno od gasilcev, od drugih reševalcev ali pa drugih služb, pa niso upoštevali. In potem smo pa zvečer prišli v to situacijo, ki se je pojavila, ki ste vsi objavili na televizijah, seveda, na to reševanje iz tiste strehe, pa iz tistega zalitega objekta, ki je bilo popolnoma nepotrebno. In seveda s tem so ti ljudje, ki so to povzročili največjo ogroženost teh reševalcev, v bistvu, ne sebe. Tako da takih situacij se ne veselim in apeliram tudi zdaj na vse prebivalce, da upoštevajo navodila, ker so njim v dobro, sigurno v njim v dobro, njim kot prebivalcem in pa tudi imovini, ki jo imajo.